Takole, zdaj bi spregovorili še o tem, bi rekel, fenomenu resonance. Morda bi tole naše razmišljanje začel kar z upodabljanjem grafične odvisnosti, ker gre za 3 elemente, ki so vezani zaporedno, bi risali spet kar z istimi barvami kot prej. Kar je drugače, tukaj le rišem frekvenčen prostor. Zdaj, to ni čas, kako se signal spreminja. Ampak, če imamo sinus določene frekvence, recimo 5000 Hz, potem pri 5000 Hz narišem črto in to pomeni, da imam tle nek sinus. Če pri 10.000 Hz narišem pri 10.000 črto. Se pravi, temu rečemo spektralna analiza. Ali pa analiza v frekvenčnem prostoru. In se bojim, da niste dostikrat srečali tovrstnih grafov, so mogoče za vas nekoliko bolj novi. Zdaj, mogoče prva stvar, ki je prav, da bi jo osvežili, ali pa mogoče rajši rečem nekoliko drugače osvetlili, je tole, če se vrnemo na levo stran table, pa se sprašujemo, kako se impedanca spreminja z frekvenco. Vidimo, da tukaj noter ne nastopa frekvenca, to se pravi konstantna. Če pogledamo, kako se impedanca na tuljavi spreminja, vidimo, da je to linearna funkcija. In če pogledamo, kako se na kondenzatorju spreminja, vidimo, da je to upadajoča 1 z omega funkcija. Okay? Se pravi, tisto, o čemer dejansko želim govoriti v tem grafu, za začetek naj bo v bistvu impedanca Z. Torej, govorim o absolutni vrednosti impedance v odvisnosti od frekvence. In povedal sem, da je impedanca, kar se upora tiče, upor smo risali z vijolično barvo. Jo bom kar narisal. Takole. Je to, lahko pišem Z, R je R. Potem smo rekli, da imamo impedanco na tuljavi, ki je linearna funkcija. Po absolutni vrednosti bi to linearno funkcijo narisali takole. Ne smete pa prosim pozabiti, to je zdaj L je omega L, ampak zdaj, če bi to kot kompleksor pisali, mogoče ni slabo, da zapišem kot kompleksor, ker je potem tudi predznak J prisoten, ker je to plus J. In na kondenzatorju, ja, spet sem narobe vzel barvo, se opravičujem. Tole je treba narisati z rdečo barvo. Takole. In na kondenzatorju rišemo z rumeno barvo. Je 1 z omega L, 1 z X funkcijo, tudi poznate. Tole bi izgledali takole. Evo. Mogoče bi probal še nekaj zasledovati. Saj jaz na tabli. Ampak ne vem, če mi bo uspel čisto. Ampak še en parameter, takole bom bolj narisal. Takole. Mogoče vam bom razložil, kaj še zasledujem. Okay? Glejte, in ta ZC je 1 z J omega C. Ampak to je minus J 1 z omega C. Po predznaku sta pa ravno obratna te dva. Torej, tukajle, kjer se ta dva sekata, dejansko je pozitivna impedanca enaka negativni impedanci in te si med sabo odštejeta. In zato je skupna impedanca tukaj nič, upoštevajoč predznak. Se pravi,
nič pa pomeni za te dva je nič. To se pravi, da imamo kar samo realni del. Lele. Tukaj pa potem dobimo takole krivuljo. Približno. Ok. In tole, kar sem narisal zdaj z belo, je skupna impedanca Z, ki je seveda, dajmo kot absolutna vrednost tle narisati. In če si predstavljate, da je napetost konstantna, delimo pa z, potem dobimo pa tok, zdaj tok, mogoče narišem še z eno tretjo barvo, imam tle neko modro. Ta tok je pa konstanta deljeno z, to se pravi ravno obratno funkcijo moram narisati, kot je tale, bi bil pa ta tok tukaj maksimalen. In takole približen, dajmo narisati ta tok. Zdaj se pa vi verjetno spomnite od prej, da sem rekel, tukaj je tok 0,14 ampera v neki posebni vrednosti, ker je maksimalen. Kaj ti rekel sem, tale in tale se med sabo odštejeta in dosežemo maksimalen tok. In tole frekvenco, če hočete omega, imenujemo, ali pa F0, imenujemo resonančna frekvenca. Evo, resonančna frekvenca. Kaj je resonančna frekvenca? Resonančna frekvenca je tista frekvenca, pri kateri je odziv maksimalen. Zdaj pa to marsikako lahko uporabimo. Recimo, če si predstavljate stare radijske sprejemnike, je pomenil, da ste vi, če se spomnite, nastavljate frekvenco, se temu reče. Se še zdaj uporabljate. Nastavite frekvenco na, ne vem, tok in tok megahercov. To je pomenil, da ste vi tele elemente nastavili tako, da ste tole resonančno frekvenco premikali. In to pomeni, da ste ta radijski kanal skozi spustili, ostale ste pa sfiltrirali. Zato sem rekel, da temu reče tudi filter. Seveda, dajte si predstavljati, da to idealno gledano, ne bi si mi želeli, da je takle. Ampak kljub vsemu bom še nekaj besed namenil temu. Glejte, tlele gor ni nobenega zobčka, ampak dajte si predstavljati, če je tole ta vrednost, ki rečemo resonančen ali maksimalen tok in nič, si vi znate matematično predstavljati spet, da ta i nič delimo s koren iz 2. Prosim, nobene veze nima to s tisto efektivno vrednostjo. Nima. Bom mečkem kasneje vam povedal, kaj to je. Torej, ta i nič sem podelil s korenom iz 2, i nič deljeno s koren iz 2, in pogledam, kje se seka tale krivulja. In bi vas opozoril, da sta tole dve vrednosti, ki nosita svoje ime. Najprej nadpomenka za obe te dve vrednosti je bočni frekvenci sta to. To sta dve bočni frekvenci in sicer je leva F1 spodnja bočna frekvenca, spodnja bočna in desna zgornja bočna. F2 zgornja bočna. Bočna frekvenca in bočna frekvenca in tole B ali delta F je zgornja minus spodnja. To je pasovna širina. Ok, da vam samo pojasnim. Zdaj, če mi že govorimo o temle filtru, bi si mi želeli, da bi tale filter bil čim bolj takle. Če govorimo o filtru, da bi bil povsod nič, tam, kjer mi želimo, da nam sfiltrira, vse ostalo nam pa nič. To bi bilo digitalno. In seveda, danes
take filtre tudi naredimo digitalne, ne? Pa so zelo strmi. Ampak analogno je to takole, ne? Kar vam hočem povedati glede teh filtrov pa je, da ravno to razmerje med bočno frekvenco in pa resonanco označimo tudi kot kakovost oziroma kvaliteto nihajnega kroga. Okay? Tako da, mogoče še ta parameter napišemo, torej definicija za parameter kakovosti, ne, ali kvalitete, to je pa tudi zadnja stvar, ki jo bomo napisali, je razmerje med resonančno frekvenco in širino B. Ja, nič je zadnja, ne. V bistvu sem eno stvar še pozabil omeniti, ne. Tukaj, ko sem definiral resonančno frekvenco, bi rekel, sem pa pozabil zapisati, kako to resonančno frekvenco zračunamo za naš nihajni krog. In sicer takole, 1 ulomljeno z koren iz LC. Oziroma frekvenco F0, 1 ulomljeno z 2 pi koren iz LC. Takole. Evo, to je zdaj, bi rekel, definicija resonančne frekvence, pa potem s tem povezana kakovost. Ok, par stvari bi še omenil. Pri resonanci velja to, kar smo prej ugotovili, da je z L ali pa plus z C enako nič. Če se spomnite, te dva sta se ravno odštela med sabo. In pa ena stvar, ki mogoče nisem toliko poudaril, fazni zamik med skupno napetostjo U in tokom I delta fi je nič. To se pravi, ne za posamezen element, ampak med skupno napetostjo in tokom. To se pravi, U in pa I, te dva med sabo sta v fazi. Evo. Zdaj bi pa pogledali ta naš zgled, ki ne bo nekaj dela vsem dal. Ne? Govorimo o temle vezju. O temle vezju. In predlagam, da si pogledamo pripravo, ki nas najprej naproša, da zračunamo resonančno frekvenco. Ok. To se pravi, prva stvar, ki jo moramo narediti, je za tole naše vezje zračunati tole resonančno frekvenco. Predlagam, da kar to naredimo takole, ne? In dajte prosim izračunati resonančno frekvenco. A je kdo že sračunal? Aha. Ne.
Torej, koren iz LC pa 2pi, ne? Potem pa obrniti to vrednost. Sam namika, ne? To je tista frekvenca, ki smo jo prej imeli, ne? Ampak prej je bila omega, ne? Sem jaz podal, zdaj pa moramo kot frekvenco izraziti. Ok? Dobro, če bo kdo zračunal, ne? Bomo imeli tudi rezultat, če ne, bomo pač imeli samo enačbo. Ni namen, da vam jaz to zračunam. Ok, ne bi čakal, ker ne vem, če kdo še računa tole. Koliko? Aha, ne bi smel biti problem, no. Če se spomnite, sem prej povedal, da je resonanca 50.000 radijanov na sekundo, zdaj morate pa to z 2pi podeliti. Ne? Samo to. Tako smo pač v obratni smeri, ne? Če gremo v obratni smeri, ne? Pač v redu, glejte, dajmo pol, to se pravi 50, to prije 8 kHz. Približno 8 kHz, v redu? Naslednja stvar, nas prosi, da dajmo zračunati, mogoče dajmo takole reči, omega 1 pa omega 2. Glede, takole bi naše razmišljanje naredil. Mi se sprašujemo, kdaj nam pade na tole vrednost deljeno z koren iz 2. Tok, recimo, pade na vrednost deljeno z koren iz 2. Zdaj, jaz ne bi preveč časa za to porabil, pa bi si mogoče zgolj pogledali. Tukaj. V temle razdelku najdete tole resonančno krivuljo, o kateri sem vam govoril, tudi definicijo, kaj je pasovna širina, kaj je kakovost, kvaliteta. In točno to, kako zračunamo zgornjo in spodnjo bočno frekvenco. Jaz bi morda zapisal samo pač tele dva izraza, pa vam jih prepustil, da jih potem v miru zračunate. Ne vem, a bi najprej, a bi raješ kar omego, a bi raješ, ne, frekvenco moramo imeti. Da dajmo kar frekvenco napisati. To se pravi, da bi se čim bolj približali, dajmo kar reči F2, to je zgornja, ne, je F0 krat koren, torej F0 krat oklepaj, koren iz 1 deljeno z 2Q. Mogoče bo lažje da ne bi z Q-jem izrazil, pa bi pa rajš kar omego napisano. Da bi bilo z elementi izražen, pa bom kar omego, vi z 2pi boste že znali podeliti. Torej, koren iz, takole piše, R deljeno z 2L, pa ne je tole na kvadrat, plus omega nič na kvadrat, ki jo poznamo, ne, smo velikrat začeli, plus R lomno z 2L. To je zgornja bočna in spodnja bočna. Za ta primer je prvi del prepišem, ta koren, oklepaj R lomno z 2L na kvadrat plus omega nič, pa minus R lomno z 2L.
To sta zdaj zgornja in pa spodnja bočna frekvenca, ne, ki jih potem podelite z 2pi, da dobite in potem v nadaljevanju tega zgleda moramo zračunati pasovno širino. Tako da bi kar mal skočil pod naslednjo točko. B je F2 minus F1. Ne? To smo že napisali tam na levi strani. Ali pa minus F1. To se pravi, imamo zdaj zgornjo bočno, spodnjo bočno in pa pasovno širino B. Zdaj pa dajmo v bistvu povedati še, kakšna je kvaliteta. Kvaliteta je pa izračunljiva tako, da resonančno frekvenco podelite z B. Ok, zdaj pa še vprašanje. Kakšno je obnašanje nihajnega kroga pri frekvencah, ki so nižje od resonančne? Smo rekli, pri nižjih frekvencah, pogledajte, imamo veliko ZC, to se pravi kapacitivno impedanco. Zato se tukajle vezje, resonančno vezje bolj obnaša, kot da bi bil to kondenzator. To se pravi, bom napisal kapacitivna značilnost. Ali pa kapacitivni značaj vezja. Kapacitivni značaj. To pomeni, da bo fazni kod, smo povedali, manjši od nič. Delta phi manjši od nič. Na tej strani od resonance gor pa imamo induktivni značaj. In to pomeni, da imamo phi večji od nič. Delta phi. Točno tukajle v resonanci imamo pa samo ohmski značaj. Bom kar napisal ohmski značaj, kar pomeni delta phi je nič. Ja, glejte, pod resonanco, nad resonanco in v resonanci. Tako sem hotel narisati. Ja, v resonanci, to se pravi, zdaj, kolegica je bolj natančna, kot sem jaz, ne? Ona pravi, ja, a sem zdaj bolj? Ok, super. Tako da, evo, zdaj se dajmo mogoče vrniti, ne vem, koliko se je videlo tole na tabli, medtem, ko sem to pisal. To se pravi, še enkrat, da se vrnemo, zgornja in spodnja bočna frekvenca, pasovna širina in kvaliteta. Zdaj smo pa dorekli na levi strani pod resonanco pri zaporednem nihajnem krogu kapacitiven značaj, se obnaša kot da je kondenzator. Tukaj nad resonanco induktiven značaj, se obnaša kot da je tuljava. Točno v resonanci smo prej videli, da se ta dva prispevka odštejeta in da prevladuje samo upornost. Evo, takole. Zdaj, potem pa naloga postavlja še eno vprašanje. Kolikšen je fazni kod med napetostjo in tokom pri frekvenci, ki je enaka polovici resonančne frekvence. Aha, zdaj, samo to bi še omenil, ne? Ta graf impedance in pa toka, ki sem ga jaz tamle gor narisal, ne? V principu gre semle noter, ta dovolj je, če bi samo za tok narisali, lahko tok pa napetost zračunate za različne vrednosti frekvenc, ne? Se pravi, uporabljali bi ves čas isto enačbo. In potem mogoče še fazni kod. Fazni kod bi pa mogoče
Zdaj, tle imam manjši problem, ker imam premalo prostora. Če pa žrtvujemo tole, kar ste vi že verjetno prepisali, ne vem, a lahko tle spodaj tole odrežem, da bi narisali zdaj ta fazni kod. To se pravi, če takole narišemo, tukaj je resonanca, samo takole, ne, da je tole frekvenca oziroma omega, ne. Potem smo rekli, v resonanci je fazni kod nič, kapacitiven značaj pomeni negativen fazni kod in tole pomeni induktiven značaj pozitiven fazni kod. To se pravi, bom kar napisal minus pi polovic, minus 90 stopinj in tukaj le zgoraj plus pi polovic. In ta fazen kod bi šel potem takole. On ga bom kar narisal. Takole. Zdaj, seveda, idealno bi bilo, da bi tle skočil, sam tega skoka ne moramo doseči, to bi potem pomenili, da imamo res ozek nihajni krog, brk je pa položen kot neka funkcija tangensa, kot tangensa, sam da obrne na arkus tangens. Ok, takole. Mogoče še na tisto vprašanje, dajmo zdaj odgovoriti, bi kar riskirali še levo stran table. In dajmo odgovoriti na tisto vprašanje, ki sprašuje, kakšen je fazni kod, bi vam rad pokazal, kako se fazni kod izračuna. Zato, ker nekateri boste morda ta dva grafa skušali izrisati tudi z računalnikom, potem bi predlagal takole. Z absolutno, to se pravi, absolutna vrednost impedance je enako koren iz R na kvadrat, to je konstanta, plus omega, zdaj pa takole, lahko rečemo, dajmo takole, omega L minus 1 z omega C na kvadrat. To je absolutna vrednost kompleksnega števila. Prej smo prišli, če se spomnite do tega, da je z kompleksno enako R plus J omega L plus 1 z J omega C. In zdaj, če to malo preoblikujemo, vidimo, da je tole enako R plus J lahko izpostavimo, pa dobim omega L od prvega, tle od tega pa dobim minus 1 z omega C, tisti minus smo že prej komentirali. In tole je realni del, absolutna vrednost, to je pa imaginarni del. Absolutna vrednost pa je ta na kvadrat plus ta na kvadrat pod korenom in to je tole, kar smo tu napisali. Tako da, če boste hoteli, želeli, lahko ta graf narišete tako, da te, bi rekel, noter upišete, koliko so frekvence F0 deljeno s korenin zdaj in tako naprej in zračunate tele vrednosti za impedanco Z in pa s pomočjo te impedance Z na enak način, kot smo prej, koliko so potem tok, za katerega smo rekli, da je U napajalna, deljeno z impedanco Z, pa potem tako naprej, kot smo rekli, UR je I krat R, pa zdaj bom samo še UC je I krat 1 z J omega C. To lahko zdaj hiter pač zračunate z računalnikom, ne bom še UL pisal in tako naprej. In druga stvar je fazni kod, ki bi ga radi izračunali, delta phi, smo tudi rekli, je arkus tangens, zdaj bom najprej napisal to, kar sem že zadnjič povedal, ko smo ponavljali kompleksna števila, imaginarni del od kompleksnega števila deljeno z realnim delom od kompleksnega števila. V našem primeru je to, imaginarni del je tole skupaj, to se pravi, tle sem si že pripravil, omega L minus 1 z omega C, realni del je pa tole, smo si tudi pripravili z R. Opa, samo še arkus tangens sem pozabil. Torej, arkus tangens od ulomka omega L minus 1 z omega C deljeno z R.
Ok. In spet na isti način lahko zračunate za tale drugi graf za uporabo tele formule. Mogoče še arcus tangens, pa upozoriti vas moram, da če imate na radijanih kalkulator, boste dobili rezultat v radijanih, to je tle na levi strani skala, če imate kalkulator v stopinjah, imate potem rezultat v stopinjah, pa je to tale skala tukaj na desni strani. Takole, vi boste zdaj doma lahko tole do konca preračunali. Zdaj skupaj z vami bi odgovoril na tale vprašanja še, zdaj zaključek, in sicer, kam limitira ta napetost na tuljavi, napetost na kondenzatorju v zaporednih nihajnih krogih, ko frekvenca napajalne napetosti narašča preko vse meje. Ok, torej, če se vrnem na tisti graf, ki ga imamo še vedno narisanega na tabli, najprej dajmo doreči, kaj to pomeni, da frekvenca narašča preko vse meje, to pomeni, da gre frekvenca proti velikim vrednostim. Tako. In gledamo, na kondenzatorju impedanca pada in gre proti nič. Torej, v principu tudi napetost na kondenzatorju pada proti nič. Na tuljavi pri visokih frekvencah impedanca narašča proti neskončnosti. In tudi v principu napetost bi tukaj seveda šla gor, to pomeni, da bi v bistvu tuljava imela celoten padec napajalnikove napetosti na sebi, kondenzator nič pa upor nič. Ok, to se pravi, lahko zaključimo, da gre napetost na kondenzatorju proti nič pri visokih frekvencah, ker kondenzator dobro prevaja, in da napetost na tuljavi se približuje napetosti napajalnika, kajti celoten padec napetosti je na njej. A lahko še obratno razložim? Če bi se vprašali, kam limitirate te dve vrednosti, ko gre pa frekvenca proti nič, to so pa enosmerne razmere. Potem pa vidite, da ko gremo proti nič, je impedanca na kondenzatorju velika. Tuljava pa pri nizkih frekvencah predstavlja kratek stik. Se pravi, ta tuljava, kratek stik, nobene napetosti na kondenzatorju, katerega impedanca je zelo velika, bi bila pa celotna tale napetost od napajalnika. In še to vprašanje, kako v praksi določimo, pa mogoče še to izpostavim, kako natančno lahko določimo resonančno frekvenco. Glejte, mi se tukaj zelo lahko lovimo, kdaj smo na maksimumu. Nismo prepričani, pa je tukaj hiter, a veste že lahko, če boste delali z visoko frekvenčno tehniko, kdaj se vrtite okoli gigaherca, pa ne veste, pa je takoj lahko par megahercov razlike. Če boste pa gledali, kdaj se napetost in pa tok, kdaj sta v fazi, ker smo rekli, da tukaj imamo ohmski značaj in da je delta phi enak nič, potem pa lahko zelo, zelo natančno določite, kdaj je resonanca. To se pravi, če še enkrat ponovimo, resonanca je takrat, kadar je razlika, fazna razlika med napetostjo in tokom enaka nič. Takole, evo, jaz vas bom zdaj prepustil nadaljnji snovi, s katero boste šli s kolegom Boštjanom, in sicer boste nekaj povedali od tukaj naprej o optiki in pa o radijskem delu. Se pravi, bolj mogoče v smeri, kako izkoristiti vse te tehnologije za komunikacijo, optično komunikacijo in pa radijsko komunikacijo.